lahko rečete, da je znanje, ki ga imajo zdaj umetniki v povprečju? Slabo. Hvala. Je pa res čas tak, da ko razstavlja se karkoli, da niti ne veš, a je to razstavljen predmet, a ni razstavljen predmet. To je oddaja na Coinu, portala The Crypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljamo o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@thecrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Ejga, dobro jutro, Gorenjska. Kva pa je, kje pa sva? Je gledaj pod Ljubnikom v Škofji Lok. Kva pa delava? Imela bova intervju z znanim slikarjem Ki? Nam bo povedal, kako težko je to narediti, ne? in zakaj ima umetnost svojo vrednost. In malo boš pogledal novice o rudarjenju neki, a ne? Ti boš povedal nekaj o zelo tihih plačilih. Povabila bova naše poslušalce v nagradni igri, podarjava Bitcoin standard v slovenskem jeziku in jih povabila na noster. Tako. Tale Rusija je kar malo pokvarjena. Da smo tukaj videli, da je rudar Bitcoin. Za 3 milijarde, ali Mogoče je pa pametno. 3 milijarde ne bi narudarili. Ja, v zadnjem letu. In to kot država. Zdaj, kaj je to res ali ne? Ne Ampak- vemo, ampak taka novica je prišla ven. Ne? Zanimivo. Pa kaj pa njena soseda južna? A prijateljica, Ja. Kitajska. Kitajska, ja, pa ne bi pa, to se govori, odpravila prepoved rudarjenja, ki ga je, koliko ne, 2-3 leta nazaj so ga prepovedali. Ampak vseeno so rudarili. Vsa ta leta, kljub temu, da je bilo prepovedan, verjamem, da je država rudarila. Seveda. Ma pa tudi na Japonskem, ne? Na Japonskem je pa njihov, kaj so to, oni proizvajalci električne energije, ta največji, Tepco, ali kaj so. Ja. Ti so tudi meluno. Fukushimo. Fukushimo. elektrarno. Ja. Enoč rekli so, da da so začeli že majnati. Zviški energije. Zviški pri, kaj to sončna in vetrna energija, ki ko proizvedejo več, kot pa porabijo, uporabljajo zdaj minerje in pravijo, da pripomore k dobičkonosnosti posla. To nam pove, da so države vedno bolj zainteresirane za rudarjenje bitcoinov. Ja, ker to vidijo kot neko strateško zadevo, ne samo kot strateška rezerva, kot neko sredstvo, ampak tudi kot za samo energetiko. Se pravi, Bitcoin, to je zdaj že številna energetska podjetja so povedala, izjavila, da pomaga Bitcoin, se pravi rudarjenje, stabilizirati njihov omrežje, kot da lahko te viške poberejo. In ZDA je v istem, ZDA sicer je v predvolilnem času in vsi obljubljajo vse, ampak tudi tisti, ki niso v tem politiki, rečemo, govorijo že le časa o tem in se borijo za to, da bi država ali pa vsaj lokalne vlade sodelovale pri tem in tudi podjetja. In številna podjetja v ZDA, ja, ne samo ta renewable, oni imajo tudi, kaj imajo še metan, kaj vem, kaj vse, flaring. To so različni načini, kako pridejo do energije. Uporabljajo minerje za to, da se zadeve splačajo, pa tudi naj bi imeli pozitivno vpliv na okolje. Kaj se je še zgodilo v zvezi z rudarjenjem in težavnostjo v Bitcoin mreži? Nova najvišja zahtevnost, a ne, v Bitcoin mreži. Težavnost. A to razlika? Zahtevnost pa težavnost? Ne. Ok, dobro. Jaz sem malo zahteven, nisem pa težek. A to že ne rečeš? Recimo. A veš, na Nostru podarjava knjigo Bitcoin standard v slovenščini, a ne? Drži. Pa še vemo, kaj morajo poslušalci narediti? Slediti nam morajo na Nostr profilu. In kjer profil? Na konju. Ne na konju, na Coinu. Ali na Coinu, no, kdo je rekel na konju? Kakšen budal. V tej knjigi je eno zanimivo poglavje o umetnosti, kjer se Safe razpiše, kako trden denar omogoča izdelke univerzalne lepote in trajne vrednosti. Za primer navaja Michelangelove stvaritve, Sikstinske kapele in podobno. In to je res, jaz nisem nek poznavalec umetnosti, ampak take stvari te pa osupnajo, ki po toliko 100 letih še zmeraj tam pa dobro v izgledajo. vsej veličini. Ne? Ja. In naju je zanimalo to razmerje med vloženim delom in vrednostjo izdelkov skozi čas
in sva našla enega realista. Pa ne onga iz top liste nadrealista, ampak slikarja Pavla Florjančiča. Pa poslušajmo pogovor. To je pogovor s Pavlom Florjančičem, ki je predstavnik slikarskega fotorealizma in hiperrealizma. Pogovarjali se bomo na temo umetnosti in nizke časovne preference. Potegnili bomo kakšno vzporednico med Bitcoin etosom in slikarstvom. Pavle, pozdravljeni. Dober dan. Hvala, da ste nas sprejeli v vaši galeriji, v vaši ustvarjalnici. Vaše slike so fotorealistične, osupljive, izrisane vsak detajl. Kaj za vas daje vrednost vašim delom? Ja, vrednost bi bila, da se všeč čim večjim ljudem. Koliko časa pa porabite za izdelavo ene slike? Kar se vidi zdaj, končni izdelek, to je zelo kratko obdobje. To je v bistvu že na nek način že celo življenje noter. Prvič že vaja, način, kako se to slika, gradi in tako dalje. Potem te problemi, ki me zanimajo, ti slikarski problemi, ker prej sem rekel, jaz bi slikal tudi smeti. Zame so zanimive, ne? Dobro, prodati jih je težko. Zato, Odvisno, kjer je galeriji, mogoče bi to bil hit neki. Ne? no, tudi, ampak v bistvu imaš neke probleme v glavi že leta in ne vem, te nekaj vznemiri, da bi tam potem to naredil. Tako da to je v bistvu življenje. To ni zdajle, recimo, dobro. Izdelke res ta mesec dela je čist malo, ne bi rekel. Ali pa toliko časa, da je končana. V glavnem toliko časa, da sem zadovoljen. To je, kot ste rekel, to je že na koncu, ker že vse Ja, to domislite, je konec, vse ne. preštudirate. To je sam tisti zaključek. Ja, Ne? to je zaključek. Zdaj je pa čas, ko v glavnem naredijo samo tisti zaključek, vmes pa nič. Ja. Pa jutri je treba imeti, verjetno, ne že. Ali pa danes že. No, mislim, neka domislica, ne. A veš, to nekaj se pač domisliš in je že narejeno, ne. Vzporednica z Bitcoinom, ne. Tole, kar mi tukaj vidimo, je proof of work. To, kar ste pa prej omenili, je pa en drug način dela, instanten način dela, ki gre verjetno z našim fiat sistemom, se pravi z našim monetarnim sistemom v kup, kjer moraš stvari producirati čez dali več, čez dali hitreje, zato da lahko sploh preživiš. In tisto, kar vsi pogrešamo, je dejansko neko znanje zadaj, energija, ki je nekdo vložil v to, ki se pa le na zadnje prenese tudi na tistega, ki nasledi to sliko. A ne? Saj jaz to tako gledam. No? No, tudi važno je tudi zadovoljstvo, ne. Ko jaz delam, bi bil rad na koncu zadovoljen sliko, s kakšno sem, s kakšno bolj, manj, različno. Sicer je tako, v zgodovini so najboljši slikarji naredili 4-5 dobrih slik, drugo je bilo pa tako. Tiste slike so prišle v zgodovino, ostalo je pa v redu, dobre slike. Ne? Ampak resnično ni vse dobro, ne? Sploh ne. Rižete z oljem na platno, ne? Ja. A lahko malo več poveste o tehniki, o pristopih, o barvah nam laikom, da si bomo lažje predstavljali? No, to je klasično slikarstvo, olje na platno, grajena slika v plasteh, to se pravi s tanjšimi plastmi eno na drugo, toliko časa, da se dobi zaželen efekt. Tisto, kar hočem, da se vidi ali kakorkoli, da se izraža. Ne. Kje vse ste imeli razstave? Razstave na okviru Jugoslavije, Hrvaška, Srbija niti ne. Kot mladenič do 35. leta sem bil na vsake 2 leti izbran na Bienale mladih in to jugoslovanska razstava, to je bilo izbornih 50 slikarjev ali kiparjev ali pa malo več iz cele Jugoslavije. Potem so pa ta Reška galerija, ki je to organizirala, je potem naredila razstavo na Poljskem, na Kubi, odvisno od potovanj Tita,
In zraven je šlo še mlado slikarstvo. Ko sem šel potem na svoje, no po Sloveniji, glavna mesta, potem zelo veliko po Nemčiji, Francija niti ne, čeprav so rekli, da sem tudi bil, pa jaz ne vem. No, Avstrija v večjih mestih, Amerika, no po Italiji. V vaših motivih je ogromno stekla in odsevov v steklu. No, seveda, zelo me zanimajo odsevi, zanima me voda, ker mene zanimajo slikarski problemi na določenem motivu. Zdaj to je pa, ali so te refleksije, ali so to barvne, kako so barve skomponirane, ali pač te likovne elementi, kakršni so. Nekaj me mora zanimati in potem to poskušam narediti na tak način, da je podobno, kot je v resnici. Tako tudi izgleda, ja. Ja. Res tako izgleda. Žal imamo sam zvok tukaj, ne? Če bi imeli še sliko. Za mene je to fascinantno, no, kaj uspete narediti s Ščopičem. Ampak dajva mogoče iti še na vašo pot. Vi ste večino časa delovali v tujini, prav razumem. No, jaz sem dobil status samostojnega umetnika leta 1975. Potem sem tukaj deloval do recimo 1985. Ta klima tukaj me ni zanimala. Kaj pa je bilo posebno takrat, leta 85, takratne Jugoslavije? No, razmere niso bile slabe pravzaprav. Glede na to skupino slikarjev, z njimi sem se družil, sem jaz bil med uspešnimi glede prodaje. Ampak to me ni zadovoljilo. Šel sem v Nemčijo in našel galerista, ki se je zanimal za moje slike. In začela sva sodelovati. Sodelovala sva 20 let, boljše in slabše, časi taki in drugačni. Bilo je zelo naporno. Potem je on začel malo popuščati. To pomeni pri prodaji? Ja, pri prodaji, čeprav sva bila istih let, nisva bila še tako stara. Mogoče se mu ni ljubilo. Največja, ne bi rekel zamera ali kakorkoli, da sem jaz šel stran od te galerije, pa je bilo, da sem jaz moral neprestano delati nove in nove slike, zmeraj se nekaj novega zmišljati in to prehitro delati za moj način. Velikokrat mi je bilo zelo žal, da jaz nisem mogel slike končati tako, kot bi jo rad. Ker jaz nisem nikoli delal za denar, čeprav sem bil na nek način v službi, s tem galeristom, ampak zmeraj sem delal sliko, da je bila manj všeč. Galerist mi je večkrat rekel, če bi jaz znal slikati tako kot ti, jaz bi bil milijonar. Jaz sem odgovoril, dam ti polovico, pa oba. Ampak mene ni pustil. Mene ni pustil, da bi naredil tako, kot sem jaz hotel, ker ni bilo časa. Ali lahko rečemo, ko ste začenjali, a je bilo želje galeristov po vaših slikah so bile manj frekventne? Se pravi, vam ni bilo treba v začetku toliko slik sproducirati? Ker ste mogoče bili v boji več plačani za to? Ali pa denar, ki ste ga dobili, je kupil več? Kaj pa zdaj, v tem času? Tako, kot ste rekel, pač hiperprodukcija, česarkoli, v umetnosti več ali manj, za hiter zaslužek. No, on mi je tako, na začetku mi je kar dopuščal, pač on je tudi raziskoval trg za moje slike in ko ga je dobil, je potem so bile zahteve večje, in samo delaj, jaz nisem imel počitnic, nič. Po 20 letih je to pride vrh glave. Poleg tega pa, jaz sem se lahko na sliko samo podpisal, letnice nisem smel narediti, ker se šteje, da 5 let star izdelek, to pa že ni, če ga noben ni hotel kupiti v 5 letih, to se pravi, vse novo.
Ampak v Jugoslaviji ste si sam našli trg v tujini. A ste No, kdaj neposredno prodajali kupcem? Ja, v Jugoslaviji je bilo drugače. Cene, mislim, ljudje so imeli denar, razmeroma denar. Vsak je kupil neko sliko, sicer za nek denar, ne predrago, ampak za eno plačo pa, a ne, zame, mislim, je bilo dobro. Kako ste se počutili, ko ste bili plačani v dinarjih, napram s tistim, ko ste bili plačani v markah? Kaj vam je bilo bolj vredno? No, takrat je bilo seveda marke, tu ni bilo primerjave. Tudi vrednoto ste izdelke v markah, a ne? Ja, seveda, takrat se je vse vrednotilo v markah. V dinarjih je šlo vsak teden precej gor. Kaj pa danes, a bi sprejeli Bitcoin za plačilo? No, jaz to samo poznam, ne mislim, samo besedo poznam. Kaj več ne vem. No, bi, sam prej bi se malo bolj pozanimal, kaj in kako. Ne? A vaš izdelek lahko s časom izgubi na vrednosti, a lahko obledi, a lahko, sploh se ne predstavljam, barve stečejo dol, a se lahko... Razumem, no. Vsakemu, ki kupi mojo sliko, dam doživljenjsko garancijo, kolikor časa jaz živim, potem ne morem več garantirati. Ne. Ampak glede na to, kakšne materiale uporabljam, pa kakšna tehnologija je izdelave, potem jaz mislim, da je to sicer večno, tako ni nič, ne? Ampak da bi to moralo kar dolgo obstati tako, kot je. Poskušam pa kupovati barve tistih najboljših tovarn. Ja, glede na brezčasnost motivov in če rečemo, da je izdelava tudi večna, je taka umetnina vreden nakup, ne? No, moj moto je iskanje, takrat sem napisal v iskanju univerzalne lepote. Ker jaz v to univerzalno lepoto verjamem, ker je nekaj, kar je univerzalno, je bilo dobro pred 2000 leti, je bilo pred 500 leti, je zdaj dobro in bo dobro tudi naprej. In hočem se približati temu idealu na tak način, kot zdaj delam. Jaz bi se vrnil prej, kar ste rekel, se pravi univerzalna lepota, ste rekel, se prav razumem. Ja, pač nek... A lahko rečete, da je zdajšnja umetnost, to, kar nam jo propagirajo po medijih, nas prepričujejo, da je to neka ultra umetnost ali kakorkoli že temu rečejo. A je to še to? To, kaj je dobro, ne? Do 20. stoletja ni bil problem. Potem se je pa tako razpršilo, pa sicer do nek let, do 1960 še, zdaj je pa tako vsak slikar unikaten in... Kaj mislite, da je razlog temu? Zakaj je do tega prišlo? Da je vsak kar naenkrat unikaten, da banana prelima na zid je wow. Zakaj je do tega prišlo? Nekaj se je izrodil, a se samo en tako zdi? To jaz ne vem, to bi kakšen sociolog lahko povedal bolj. Je pa, ne vem, kako bi rekel, čas je zelo plehek. Glede te likovne umetnosti bi jaz dal neko veljavo edini arhitekturi. Edino tam se še delajo stvari, ki so na nek način resne, se da ugotoviti, kaj je, kaj ni. Pri slikarstvu je zdaj zelo težko, tudi jaz se ne razumem. Isto kiparstvo, ne. Je pa tako, če je pa slika zanimiva, pa čutim, da je. Tudi če je narejena bolj na zdajšnji način, ampak
to se čuti. Je pa v glavnem poplava, pa še enkrat poplava. Šare. In nekih pseudo-inovacij, pa vsak hoče nekaj biti, vsak hoče nekaj takoj Prodati. narediti, pa uspeti, pa ne vem kaj. To, kot jaz delam, pa so še v Sloveniji zunaj, pa sploh je veliko takih, to se pa skoraj jim ne splača. Ne? Pravzaprav niti nimajo potrpežljivosti, pa niti znanja. Ne? Lahko rečete, a pa kaj mislite, da je znanje, ki ga imajo zdaj umetniki v povprečju, Slabo. hvala, slabše, kot je bilo prej, manj truda vloženega, manj časa vloženega za vse to, kar se producira. Kako to vidite? Seveda, to sicer so še slikarji, ki znajo kvalitetno delati, to ni kaj. Samo je pa res čas tak, da, kako bi rekel, razstavlja se karkoli. Da niti ne veš, a je to razstaven predmet, a ni razstaven predmet. Kdo je tisti, ki v zdajšnjem času ali pa v zadnjih 50 letih, rečemo, sodi, kaj je dobro, pa kaj ne, če se greste izobraževati? Ja, zdaj veljavo so dobili kuratorji. Pač neki poznavalci, teoretiki, ki pač besedno govorijo, kaj je, kaj ni, delajo tako ne, to se pravi, oni izbirajo, kaj je in kaj ni, in na nek način so zdaj slikarji v manj vrednem položaju, v drugi vrsti so kuratorji prvi. A so zdaj ljudje, ki slikarjem povejo, kaj morajo narediti, naročijo, kaj ne naredijo? No, lahko tudi, ampak prav slikar bo delal iz svojih nagibov. Zdaj, če se njegove misli, želje, dela uskladijo tudi z dobo ali kakorkoli, potem je v redu, če pa ne, pa pride čez leta na površje ali pa nikoli. So bili slikarji odlični, recimo pred več stoletji, ko je umrl, se je pozabil na njega, spet ga je odkrilo 20. stoletje, recimo, ali pa 19. Je postal spet aktualen. Tiste stvari, ki je delal takrat, postanejo aktualne pozneje, ali pa se vidi kvaliteta. No, zdaj to univerzalnost iskati, to me zanima. A bo zdajšnja umetnost čez 200 let tudi preplavala na površje, tako kot je preplavala ona iz No, nekatere 15., 16. in 17. stoletja? Nekatere stvari sigurno, po moje že. Bo pa vsa ta šara bo pa šla. Spomnim se tam okrog leta 70, mogoče malo prej, kako so Amerika, država, je navalila svojimi slikarji v Evropo in za evropski muzeji in galerije pokupili pol te Amerike. In še pred leti sem videl neko zbirko Beograjskega muzeja moderne umetnosti in noter je bil ameriški slikar, kupljen takrat leta 70, kot fajn, aktualen. Zdaj bi tisto, niti jaz ne bi obesil na sliko, ker je tako prazno, ni bilo tiste univerzalnosti noter. Navedli ste, da se je po 60. letu umetnost malo razvodenela, da je bilo preveč instantizma. Ne? Pa že prej pred 20, začetkom 20. No, se je to že to 20. stoletje je že, prej je bilo na nek način, so bile te stili, kakorkoli se imenujejo, so se zelo logično sledili,
doba je bila razmeroma dolga, v 20. stoletju se je pa naenkrat pojavilo množica stilov, da pa zdaj, v bistvu, kolikor je ljudi, no, vsak ima svoje, čeprav na podoben način jih dela v svetu veliko, ne, nisem jaz, to je. Čeprav mi je pa zadnjič eden rekel, a veš, ti takole slika čist drugače, ne. Tako kot ti slikaš, jih mogoče še slika 10% na svetu. Je rekel, drugo pa tako. No, sam glede na to množico jih je še zmeraj veliko. Sorazmerno manj. Ne? To pa seveda veliko manj. No, to je zanimivo pač, da, Ja, da tudi sami opažate, da z 20. stoletjem je bila neka sprememba zadnji. Ne? no, sej lahko bi začel naštevati izme. Ta prvo, ko je bila umetnost glavna, za umetnost glavna Francija, so bile izmi, pol, ko se je umetnost preselila v Ameriko, so pa artije, ne. Pop art, tak art. Okay. Odvisno, ki je denar. Točno to. Točno to. In poceni denar je prišel iz ZDA. Ja. Ja, in zdaj, ker je toliko nekega denarja, ne, Ja, se lahko financira ja, vse. Ne? karkoli. In se tudi promovira lahko tudi prav vse. Ja. In hkrati Samo še komunikacija. neko zaledje mora biti, denarno, pa samo čez, se sem rekel, že pri teh Amerikancih, ni veliko let, nekateri so obstali, so pa čisteni, so pa čisto razvodeneli, ni vse skupaj nič. Ja, znanje, kvaliteta. Predvsem marketing je klej, če tako Ja. gledamo. No, pa ne samo Amerikanci. Drugi, No, ne. saj več ali manj cel svet je No, tako je. v tem noter. Sej. Noben ni izoliran. Ne. Žal tudi Slovenija. Ne. Kje pa lahko poslušalci dobijo vaša dela? A lahko ljudje še kupijo vaše slike? V Sloveniji nimam nikjer, v nobeni galeriji, v Avstriji so, bom pa, ko bom našel primeren prostor ali pač primernega človeka, da bi dal ustrezen denar ali kakorkoli, no, pri meni se pa tako dobi, ne, to ni problem. Pavle Florjančič, hvala lepa, da ste nas gostili v vaši galeriji. Slike so res osupljive, meni je vmes kar malo besed zmanjkalo. Upam, da bodo našle lastnike, ki jih bodo znali ceniti. Poslušalce podcasta Na konju pa vabim, da obiščejo vašo spletno stran www.pavelflorjancic.com. Hvala lepa. Hvala vam. David, jaz sem dobil, po kar sva prišla. A ne? Kaj ti misliš? Ja, sicer ni najbolj povezano z blockchainom, ampak v pogovoru resonira etos Bitcoina. Zakaj? Zato, ker proof of work, ker je osnova Bitcoina, je tudi tukaj. Delo, strokovnost, daje dobre produkte, brezčasne produkte, mogoče v enem obdobju je ta vrednost spregledana, ampak prej ali slej pride kupec, ki da pravo vrednost. Ej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, Mandejana strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. A veš, stane svoj dolg. Vem, ja, Nekaj moraš povedati, ne? Nekaj so obljubil. nekaj tihega. Tihega. Ja, To so ena plačila v Bitcoinu, ki prihajajo. tako je. Po angleško se jim reče silent payments. Ne vem, če bomo imeli slovenski prevod, ampak recimo jim tiha plačila in to je res ful dobro. Silent payments oziroma tiha plačila so rešitev na nivoju denarnic, se pravi ne na nivoju blockchaina, ki nam bo omogočal, da bomo pošiljali bitcoine na stalne naslove. Če gremo korak nazaj, moramo povedati, da danes med prenosom bitcoinov moramo zamenjevati naslove vsakič, ko prejemamo bitcoin. Se pravi, vsak prejemnik mora vedno generirati nov, svež, neuporabljen naslov, ga dati pošiljatelju in s tem si izmenjata bitcoin. V prihodnosti bo pa Silent Payments nam omogočil, da bomo imeli en stalen naslov in bo denarnica v ozadju generirala vsakič nov, svež naslov,
namesto nas, mi si bomo pa ta naslov zapomnili. Zakaj? Danes je to ena dolga klobasa črk in BC 1, ne. 6, 5. to je naslov BEH23, native segwit naslov, Silent Payments bodo pa SP1, ampak končna oblika bo, da bo naslov izgledal kot stane afna na coinu.neki. A to je super. No. To mislim, da bo odnesel marsikateri problem, sploh tisti, ki se prvi srečujejo z transakcijami Bitcoin. Ja, danes marsikomu Bitcoin izgleda zapleten ravno zaradi teh dolgih klobas, ki si jih moramo, pa ne zapomniti, ampak s katerimi moramo upravljati. Silent Payments pa to rešujejo in kasneje bomo imeli samo nekaj naslovov, na katere bomo prejemali Bitcoine in nihče nam ne bo mogel slediti. Nihče nam ne bo mogel slediti v smislu, koliko Bitcoinov smo prejeli, na kater naslov in kam jih naprej pošiljamo. Za razliko zdaj, ne? Tako, torej to je ena krasen nivo, ki bo poskrbel za našo večjo zasebnost in zato, da si bomo lažje zapomnili sploh naslove, da jih bomo lahko objavili na spletni strani, prejemali gor donacije, tako kot recimo na Coinu bo imel malo ta naslov in morate pošiljati, ne, da bomo videli, če to dela. Če res to dela, Ja. kar dajte. Vam bova povedala. Kar sva še dolžna povedati je, katere denarnice to podpirajo. Teh je res zelo malo, so samo najbolj napredne ali pa tam, kjer so developerji najbolj dejavni, kasneje bo pa tega zagotovo ful več, noben exchange, torej nobena menjalnica tega še ne podpira. Pa poglejva, torej mobilne ali programske denarnice so Cake Wallet, Blue Wallet in Silentium. Za strojne denarnice pa vem za Bitbox, ki bo dobil to funkcionalnost v naslednji iteraciji Bitbox firmwarea oziroma Bitbox appa in pa Foundation Devices denarnica Passport bodo podpirali Silent Payments, ampak v naslednjem letu boš videl, bo tega full. Če to zelo skrajšava, kaj je bistvo teh Silent Paymentsov je, da meni kot uporabnika ne treba razmišljati, kaj so te klobase in bom vedel, da je moj naslov, ki ga bom povedal, pošlji mi Bitcoin na davidafna na coinu.karkoli. In druga stvar je, da v bistvu ne bojo mogli slediti, kakšne transakcije jaz delam. Tako, boš videl, evo, podcast na Coinu napoveduje, da bomo zelo v kratkem Bitcoin pošiljali tako, kot danes pošiljamo mail. Hudo? Ful dobro. Spet imamo novega sponzorja. Ne. Mama, Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoin-knjižnica.si in nesi kodo na Coinu. Eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo palača. Kakšna palača? Ja, polna knjig, kakšna pa. Če ste preživeli do sem, ne pozabite na Nostr nagradna igra, dajte se registrirati. Primal, Damus, Ametist so aplikacije, ki to omogočajo, zelo preprost. Naredite profil, poiščite profil na Coinu in naj jo sledite. Če pa še kaj lajkate, pa komentirate, pa to boljš. Pa delite s svojimi prijatelji, da pomagate razširiti tole okrog. In potegujete se za knjigo v slovenščini Bitcoin Standard. Adijo.